Čas se je nekako ustavil od sredi marca naprej in tako teče po ustaljenih tirnicah, tako življenje ni več tako, kot je bilo, vendar pa morajo delati določene inštitucije in med njimi je tudi Turizem Kranjska Gora. Kako v tem času delujejo, pa nam pojasnjuje Mojca Mežek iz Kranjske Gore za odnose z javnostmi. Ja, res je. 12. marca 2020 se je javno življenje v Sloveniji praktično zaustavilo. Tudi naš informacijski center, turistično-informacijski center se je zaprl svoja vrata, vendar to ne pomeni, da mi ne delamo. Mi delamo s polno paro naprej, pripravljamo nove kampanje, tako za čas karantene in pa čas poletnih počitnic ter za naprej. Po COVID-19, po sami epidemiji. Pripravljamo kampanje v smislu, da ves čas ostajamo v stiku tako z obiskovalci, potencialnimi gosti ter pa samimi trgi in za njih pripravljamo posebne kampanje. To je na primer ena izmed kampanj, ki smo jo do zdaj pripravili, je kampanja Skavča. Skavča je kampanja, ki v bistvu poudarja to, da je potrebno ostati doma, vendar se je pri tem potrebno tudi zabavati, kljub temu, da se upoštevajo vsi ukrepi in odredbe Vlade Republike Slovenije. Pripravili smo širok nabor zabavnih in pestrih razvedrilnih vsebin v razvedrilo Skavča. Vse te informacije ter vsebine so dostopne na naši spletni strani. Potem vsak ponedeljek, sredo in petek organiziramo koncerte Skavča. To so koncerti priznanih slovenskih glasbenikov ter lokalnih glasbenikov, ki za pol ure poskrbijo s svojim programom, da prebivalci in prebivalke občine Kranjska Gora ter seveda preostali Slovenci in Slovenke pozabijo na skrbi in si odpočijejo od vsakdanjika ter se prepustijo nežnim zabavnim ritmom. In tako bo vse do konca, dokler bo trajala karantena in seveda so se vam glasbeniki radi odzvali. Res je. Na tem mestu bi se zahvalila vsem glasbenikom, ki so z največjim veseljem pristopili k temu projektu in ki se zavedajo, kako pomembno je, da ostanemo tako v fizični kot tudi psihični kondiciji v času, ko smo zaprti med štiri stene. No, potekajo pa tudi številne videokonference vsak dan. Tako je. Na spletni strani Vse o COVID-19, to je posebna podstran, ki smo jo ustvarili za naše za občane in občanke Kranjske Gore ter seveda obiskovalce, kjer jih obveščamo o vseh ukrepih za gospodarstvo, o vseh informacijah v obratovalnih časih, novih protokolih, pomembnih institucij občine. No, na tej strani smo pripravili tudi seznam vseh webinarjev oziroma spletnih seminarjev, ki so organizirani v tem času, jih je pa ogromno. Organizira jih tako da Slovenija kot Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in ostali. Poleg vseh naštetih kampanj bi rada poudarila, da pripravljamo tudi kampanje, ki bodo usmerjene predvsem v domači trg. Radi bi jih seveda povabili in pa spodbudili k raziskovanju in ponovnem odkrivanju lepot slovenskih destinacij in pa turističnih krajev. Zavedamo se v Turizmu Kranjska Gora, da s pripravo ukrepov in predlogov, smernic, ki jih pošiljamo tako na STO kot tudi na Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo, močno pripomoremo k pripravi novih svežnjev in protikorona paketov in želimo si prispevati čim več. Zato smo tudi danes razposlali na gospodarstvo občine Kranjska Gora posebno anketo, preko katere bomo na podlagi analize teh odgovorov pridobili, se pravi, aktualno stanje turističnega gospodarstva občine Kranjska Gora. V pogovoru ste že omenili koncerte Skavča in kakšne aktivnosti še potekajo v Kranjski Gori? Tako je. Koncerti Skavča so samo del kampanje Skavča.
Tukaj bi poudarila, da smo se povezali s številnimi lokalnimi ponudniki, predelovalci in predelovalci, sestavili seznam, ki je dostopen na naši spletni strani, in jih pozvali k temu, da omogočijo varen nakup in prevzem živil in produktov, ki jih ponujajo za vse občane in občanke občine Kranjska Gora oziroma ponudijo dostavo na dom. Poleg tega je na naši spletni strani objavljen tudi seznam vseh ponudnikov, ki dostavljajo hrano in svoje produkte na dom, tako gostince kot tudi te lokalne ponudnike, ter pa nekatere, ki pomagajo, ki so solidarnostni in svoje storitve, kot so na primer prevoz v bolnišnico oziroma v zdravstveni dom, ponujajo brezplačno. S tem bi se izrecno zahvalila vsem tem ponudnikom, ki so stopili naproti in pripravili te posebne pakete oziroma akcije solidarnosti za pomoč tistim, ki so trenutno najbolj ranljivi, se pravi vsi tisti, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin, in pa predvsem imam v mislih starejše ter invalide, ki si v teh časih ne morejo priskrbeti vseh potrebnih potrebščin za normalno življenje.